Lep pozdrav vsem prisotnim. V koalicijskih poslanskih skupinah smo se odločili, da odredimo parlamentarno preiskavo o stanju, ravnanju, zalogah, naročilih in nabavah zaščitne in kritične medicinske opreme za učinkovito zoperstavljanje okužbam z nalezljivimi boleznimi ter delovanje institucij in nosilcev javnih funkcij v zvezi s pravočasno zajezitvijo epidemije SARS-CoV-19 za obdobje od 1.2.2020 do 30.4.2020. V to parlamentarno preiskavo vabimo seveda tudi kolege iz opozicijskih poslanskih skupin. Namen te preiskave pa je, da se razišče vse relevantne okoliščine, ugotovi dejstva in na osnovi tega pripravi tudi primerne ukrepe za naprej. Ja, hvala. V SMC seveda podpiramo parlamentarno preiskavo, ker želimo, da dobijo deležniki priložnost, da argumentirajo in dokažejo svoje delovanje v zvezi z nabavo zaščitne opreme. Minister Počivalšek je že sam pozval k delu pristojne organe, torej policijo, sodišča in tožilstvo, seveda pa kot legitimno jemljemo tudi parlamentarno preiskavo in si želimo, da se dajo na mizo vsi argumenti in vsa dejstva in da se končno v tej stvari pride tudi resnici do dna. Lepo pozdravljeni, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji. Stališče Nove Slovenije do parlamentarne preiskovalne komisije že nekaj dni poznate. Rekli smo, da bomo dali naše podpise, da se za državni zbor odredi parlamentarno preiskavo. Dobrih 14 dni smo čakali napovedi opozicije, predvsem LMŠ, da vendar ne pripravi zahtevo za odreditev parlamentarne preiskovalne komisije. Ker tega ni bilo, smo podpise dali danes. Tudi v imenu poslanske skupine Nove Slovenije, Krščanski demokrati, vabim v sodelovanju kolege in kolegice iz opozicije. Skrajni čas je, da se razprava o nabavah zaščitne opreme, ki je rešila mnogo človeških življenj, preseli v državni zbor. Mi verjamemo, da mediji ne morete politikom dati dovolj minutaže, ker bi lahko pojasnili vse podrobnosti, ker bi lahko predstavili vse dokumente, ki so na razpolago. Zato je čas, da začne delovati parlamentarna preiskovalna komisija, še več. Pozivamo tudi in smo zadovoljni, da je proračunsko sodišče že začelo s svojimi aktivnostmi in pričakujemo tudi, da bodo ostali organi, pristojni organi na tem področju naredili svoje. V Novi Sloveniji se ne bojimo nikogar. Naš cilj preko te parlamentarne preiskovalne komisije je en sam. In to je resnica. Na tem mestu želim tudi povedati, da je v skladu z našimi vrednotami krščanske demokracije, človeško življenje neprecenljivo. Zato takrat, ko rešuješ človeške življenja, izpostavljati morda ceno zaščitne opreme ni umestno. No, če pa sem že pri ceni, potem pa lahko povem, da je do 13. marca letos, pravi do takrat, ko je še gospod Marjan Šarec vodil vlado, da so recimo maske tipa FFP2 bile za 36% dražje, kot jih je sedaj do konca aprila nabavljala naša vlada. Govorim o povprečnih cenah. Ventilatorji so bili v času nabave, ko je to nabavljala Šarčeva vlada, približno 45% dražji. Ampak vse te in mnoge druge podrobnosti bo razkrila parlamentarna preiskava in bo prišla resnici do dna. Nas zanima samo resnica. Hvala lepa.
če lahko Tomaž Celestina Radio Slovenija vse te pravzaprav vprašamo, kolikšni meri ste lahko samozavest za to parlamentarno preiskavo našli na starajočem vladnem poročilu v nabavah, tega najverjetneje bomo v roke dobili tudi javnost jutri. Govorim seveda o ugotovitvah, ki so lahko tem poročilo, ki potrjujejo morebiti tudi te vaše pravzaprav domneve oziroma teze, da ste se lotili preiskave. No, dejstvo je, da vse relevantne okoliščine bojo v tej preiskavi dane na mizo, na osnovi tega bodo tudi sprejeti sklepi glede posameznih ukrepov za naprej, tudi glede politične odgovornosti in dejstvo je, da tudi to poročilo eno od sestavnih delov gradiva, ki ga bo potrebno vključiti v to delo te preiskovalne komisije, poleg vseh ostalih dejstev, ki jih bodo lahko preiskali, našli in tudi na osnovi tega sprejemali naslednje odločitve. Tako da del tega je sigurno tudi to poročilo, ki to sprašuje. Ja, mogoče samo to je niz tega poročila, same vsebine, ki je obravnavan še na vladi, nismo videli. Ne vemo, kaj noter piše, smo pa v zahtevi za parlamentarno preiskavo, kot je že kolega povedal, navedli, da je tudi to vir informacij in podatkov za delo te preiskovalne komisije, ampak kot rečeno, tudi SMC se v tej zadevi ne boji nikogar in s to preiskovalno komisijo verjamemo, da se bodo razčistila vsa dejstva, vsi pomembni dogodki v zvezi z temi nabavami in tukaj upralo suma našega ministra. Poročilo, ki ga omenjate, spoštovani gospod Celestina, podrobnosti mi ne poznamo. Danes po 5. se začne zasedati vlada in bi naj, kako je vsaj načrtovano, to poročilo sprejelo. Kar pomeni, da ga bo po vsej vlade lahko brala tudi slovenska javnost. Gotovo bo to poročilo zelo dragoceni dokument pri delovanju parlamentarne preiskovalne komisije. Poznamo pa podrobnosti poročilo medresorske delovne skupine, ki pa je bilo sprejeto 30. aprila na pisni seji vlade, ki je pozitivno ocenila delovanje medresorske delovne skupine in dejansko to medresorsko delovno skupino tudi razrešila. Ker prihajamo v neko mirnodobno situacijo, ko bi naj vse te nabave zaščitne opreme tekle nekoliko bolj normalno oziroma nekaj normalno. Zato ne vidim Desusa danes na tej novinarski konferenci. Desus poroča, da je zadržan. Andreja Gregorič, če je Slovenija, v bistvu so se od napovedi te tiskovne konference že zvrstili nekateri očitki, da bo zdaj koalicija preiskovala sama se, oziroma koalicija preiskovala svojo vlado. Jaz lahko povem samo nekaj, da sem že včeraj zvečer zelo jasno napovedala, da je SMC pripravljena dati tudi svoje podpise, če bi opozicija zahtevala to parlamentarno preiskavo. Ampak v maniri te opozicije, tako kot so 14 dni napovedovali interpelacijo, zdaj že tudi 14 dni napoveduje to preiskovalno komisijo, v SMC pa smo meni, da to treba upraviti čim prej in smo se odločili, da ne bomo več čakali. Najbrž ni potrebno, da stališče Nove Slovenije glede podpore kakršnikoli parlamentarni preiskovalni komisiji ponovim. Mi že nekaj dni zelo jasno sporočamo, da bomo dali podpise. Mi smo omenjali, kdo naj bi bil pobudnik parlamentarne preiskovalne komisije. Smo čakali enostavno te pobude, tega teksta ni bilo. Kot pa veste, sami znamo zelo dobro spisati kakšno zahtevo za ustavitev parlamentarne preiskovalne komisije. Tukaj mislim na UTB, kjer smo dobili praktično podpise vseh 90 poslancev. No, razen ne. Mogoče še to ni to prva preiskovalna komisija, ki jo ustanavlja koalicijo, oziroma je pobudnik. Dejstvo pa je, da so preiskovalne komisije orodje Državnega zbora, kjer lahko sodelujejo vsi poslanci in z tega vidika je čisto vseeno to pobudo za preiskavo da. Pomembno je, da preiskovalna komisija
delo kvalitetno in na osnovi tega tudi sprejmete